Še enkrat torej hvala za povabilo in v izredno veselje mi je, da lahko sem na Bledu ponovno. Ne vem, če veste, Bled je bil pred parimi tedni nominiran oziroma izbran tudi med 10 destinacij, ki se najpogosteje pojavljajo na Instagramu kot najlepši zimski kraji. Tako da, če želite prispevati k temu in imate Instagram, eno fotko preden greste in še vi to objavite, tako da se bomo pomaknili z 8. mesta še kam višje. Drugo, za kar sem danes izjemno vesela, je v tem, da pravzaprav lahko širim samo dobre vesti, kar jih že sami veste, gospodarska rast se približuje v bistvu skoraj 5%, ne, in del tega občutite tudi v vašem sektorju. Kar pa je še več, kar vi sami najbolje veste, ne, leto 2018 je volilno leto in kot slišim, je to običajno najboljše leto za asfalterje. A drži? Ne. Torej, asfalt pomeni tudi volilne glasove. Ampak o asfaltu res vem malo, tudi o gradbeništvu ne vem prav veliko, ampak nekaj podatkov, zato da lahko potem pridemo na naslednji sklop, zaradi česa sem bila povabljena, da sem danes z vami, torej debate o tem, v kakšnem ugledu je panoga, katere v bistvu del, sestavni del, tvoren del ste. Torej, gradbeništvo je od leta 2008 do 2016 se tako rekoč prepolovilo. Verjamem, da ste mnogi od vas to občutili na svoji koži, kaj to pomeni. Ne? Padati iz investicij v obsegu 7,5 milijarde na 3,5 milijarde v letu 2016 ne, je boleče. In vprašanje je seveda tudi, kaj vse je prispevalo k tako drastičnemu v bistvu kolapsu ene cele panoge. Ker že v 2008, ko je bila gradbena industrija nekako na vrhu, že takrat pravzaprav ni bila v dobrem finančnem stanju. Po Altmanovem modelu, kot so me kolegi poučili, je bila pravzaprav tudi takrat zelo blizu finančno vprašljivi kondiciji podjetij. In takrat se je to razlagalo, da so z vsakim naslednjim projektom, tenderjem, na katerem so gradbinci sodelovali, si šel v projekt zato, da si lahko pokril prejšnjega. Ne. In a vas to spominja na kakšen piramidno shemo ali nekaj takega, se pravi, greš v naslednjo zgodbo in pravzaprav se ti luknja nenehno povečuje in seveda se nekje ta zadeva ustavi. In ustavlja se v trenutku, ko je prišla kriza, ko so se stvari v bistvu ustavile, ampak kaj se je pa pravzaprav vplivalo na to, da je bilo pa finančno stanje tako, kot je? To zopet sami veste bolje, me boste lahko dopolnili, kar bom spustila ali pa pač narobe opredelila. Koliko recimo bi pripisali razloga za to mogoče še premalo znanja v panogi? Ali je to lahko eden od dejavnikov? V tišini sklepam, da je odgovor ne, znanja je bilo dovolj. Drži? Če boste tudi zdaj tiho, potem ne bom vedela, kaj velja. Torej zdaj kimate, v redu. Ali je vprašanje cen, doseženih cen pri javnih naročilih? 60% naložb je, oziroma največji naročnik v Sloveniji je država, ki predstavlja približno 60% poslov v tem procesu. Da. Torej, so cene vprašljive bile? Ne? Tišina? Ne? S cenami vse v redu? A je bil kakšen problem s cenami? Cene so bile preniske, ne? Torej, se je tam že to delalo. Se bom na to vrnila. Kakšen problem je bilo vodenje podjetij? Je bilo problem? Ali je bilo z vodenjem vse v redu? Nekaj vaših kolegov lahko obiščete še v kakšnih zaprtih prostorih, ne? Tako da najverjetneje čisto vse ni bilo v redu z vodenjem. In med vodenjem in cenami najbrž obstaja neka povezava in še beseda, ki se je zelo pogosto uporabljala v povezavi z gradbeno industrijo, korupcija. To je en trojček, ki se v bistvu dopolnjuje med sabo. Ne? Dosegaš nizke cene, ljudi imaš ogromno zaposlenih, dolgove, ki jih moraš poplačati, iščeš naslednji projekt spet ni dobro plačan, vsi smo v isti situaciji, torej se vsi tepemo za ta isti projekt, zatečem se tudi k praksami, ki niso prave in tako v bistvu stopaš v eno verigo navzdol.
Z vidika, ko si v taki situaciji, lahko najbrž si misli se, kaj bi pa drugega lahko počeli. Ampak kot branža, ali je panoga takrat pravzaprav klecnila, ko je dovolila, da so se prenizke cene uveljavile in prijele in da ni prišlo pravzaprav do nečesa, kar bi bila realna vrednost posla. Ker kot direktor, če si in če veš, da pravzaprav peleš podjetje od zmage do končnega poraza, je tvoja odgovornost tudi za končni poraz. Je tvoja odgovornost tudi za sodelovanje v panogi, ki se pelje navzdol. In včasih je treba tudi znati sestopiti iz nekega vlaka. Na koncu so vsa ta podjetja, velika podjetja, na katerih bi lahko rekli, da se je zgradila ne samo Slovenija, ampak v preteklosti tudi Jugoslavija, prišle do trenutka, ko jih ni in ko nam je nerodno o njih govoriti. Ko so zelo neslavno pravzaprav zaključile svojo zgodbo. Morda bi je morali zaključiti prej, pa bi o njih še vedno govorili kot to in to se je zgodilo, ampak šli so ponosno, ne pa sklonjeno glavo. Kako se recimo ta propad, če rečemo, zdaj seveda me veseli, da je oživitev trga, da se podjetja so se spet na novo oblikovala, ampak tudi nova podjetja delite zgodbo te še pravzaprav bližnje preteklosti. Kako jo občutite? Na katerih področjih recimo najbolj občutite to zgodovino zadnjih mogoče 10 let? Ko nekomu poveste, da gledate v gradbenem sektorju, vas pogledajo, wow, super. Se pravi, en ugled poklica kot tak se občuti, ugled panoge kot take je tudi vaša osebna zgodba, ena znamka. Kako pridete do kadrov? Koliko se jih upiše na fakultete, koliko jih izbere programe, vajeništva in podobno, ki jih zdaj ponovno uvajamo? Jaz sem bila sama presenečena, ko sem videla te podatke, se pravi, še leta 2007 je bilo na gradbeni fakulteti približno 220, če se ne motim, Slovenko me popravi, okoli 220 mladih se je vsako leto upisalo. Veste, sami najbrž veliko bolje veste, na koliko je to zgrmelo, recimo v letu 2016, ko je bilo najnižje. Veste? Malenkost, vsaj po podatkih zdaj izgleda tam tako nekako, okroli 40-50. Zdaj spet malo bolje, ne? Je spet tudi to odskočilo, se pravi, se nekaj popravlja, ampak še vedno je daleč od tega, kaj je to bilo. In kaj to pomeni, če samo ekstrapolirate trend, ne? Zelo malo mladih, ki se odloča za ta poklic, še ob dejstvu, da je v zadnjih 5 letih nekaj 100 inženirjev odšlo iz Slovenije. To je en vakuum kadrovski, ki se je ustvaril v sami panogi. In iz tega vakuma, kdo lahko pravzaprav ustvari večji ugled panoge, če pa že ljudi malo? Kje je znanje? Kje se bomo pogovarjali o stvarih, o katerih je gospod prej govoril, o inovaciji, o prebojnih zadevah? Če bi recimo država pri nas uvedla to kot poseben bonus, ne? Kar mislim, da je fenomenalna praksa. Koliko podjetij v resnici si lahko sploh privošči razvoj, da lahko pride do takega bonusa? Finančni in kadrovski. To so vse v bistvu stvari, ki so zdaj podedovane in je treba nekako najti odgovor na to, da bo panoga lahko šla naprej. Ker kar pa je velik plus, je pa, da gradbeništvo je panoga lokalnega značaja. Ne? In da drugo je pa, da Slovenija je majhna, ne? Da mi smo lahko lokalci tudi za koga drugega. Ampak je naš interes, da smo morda mi pa kdo čez mejo naš lokalen bazen. Če se sam še dotaknem dodane vrednosti na zaposlenega, ki vi tudi dobro poznate, nekaj čez 25 000 evrov je. Ne? In je tam nekje predvsej bolje kot je recimo v Bolgariji, kjer je 12 500, bolje tudi kot v Romuniji, kjer je 13 300, ampak
precej daleč od Nizozemske, kjer je preko 84 000, in kje je šele Velika Britanija, ki kaže, da dosega skoraj že 100 000 evrov dodane vrednosti. Zdaj sploh lahko predstavljamo, kaj to pomeni, kaj v bistvu ustvarjajo. Tako da mogoče lahko se kdaj pa obrnemo na Slovenke, pa ga vprašamo, kaj vse Angleži štejejo v tisto dodano vrednost, kaj mi, da je lahko razlika taka, ampak tudi očitno so to okolja, iz katerih res lahko se izjemno veliko naučimo in zato je čudovita priložnost, da smo danes lahko se nekaj v bistvu znanja upijali tudi iz Nizozemske. Če se dotaknemo, v bistvu ugled je v poslu izjemno važna zadeva. Zato, ker je tista, kjer je nikakor ne moreš se dotakniti, nikjer je ne moreš prijeti, pa vsi vemo, zakaj gre. In jo zelo težko jo tudi upravljaš, vsi bi jo pa želeli upravljati, ampak je samo rezultat vsega, kar se v bistvu naredi. Rezultat tega, kako mi govorimo o svojem podjetju, recimo, je rezultat tega, kakšen občutek, odnos, izkušnjo imajo stranke z nami, kakšno izkušnjo imajo dobavitelji, kakšno izkušnjo ima lokalna skupnost. Vsi ti deležniki vplivajo na to, kakšen ugled imamo. In obstaja 7 meril, ki jih je Reputation Institute zapisal, na podlagi česa se vse recimo oblikuje ugled. Ta prvo je, kaj bi rekli? Kakšna ideja, no? Med 7 bomo že kakšno zadeli. To je vezano na zaposlene. Ampak med stvarmi, ki vplivajo na ugled, na zunanji ugled podjetja, finančno stanje je eno, tako je. Da, to sodi v podkakovost izdelka, je kakovost. Inovativnost, to se ocenjuje, ceni. Blagovna znamka tudi, družbena odgovornost je zraven. Ja, tako, to je pod družbeno odgovornost vse noter. Voditeljstvo, delovno okolje, tu noter recimo plača, se pravi, kako se dela z zaposlenimi, vse, kar je vezano na delovno okolje, in pa korporativno upravljanje. Podjetja, ki podcenijo samo eno od teh 7 elementov, postanejo ranljiva za določeno skupino deležnikov. Lahko si odličen na 3-4, ni nujno, da si vseh najboljši, ampak kjerkoli ti zmanjka, si odprl vrata, da lahko nekdo se proti temu oglasi in se dotakne tvoje ranljive točke ugleda. Poznate številne primere, ko je šlo podjetjem res hudo za nohte, ko so naredili resne spodrsljaje. Če vam samo omenim Costo Concordio, se vam je naslikala slika prevrnjene ladje, zataknjene, in Costa Cruises in Carnival, ki sta matični firmi, si še zdaj nista odpomogli od te nesreče iz leta 2012. V veliki meri zato, ker so izjemno slabo vodili krizno situacijo in so se samo še po zelo slabo situacijo, zelo tragičen dogodek, so še poslabšali svojo komunikacijo, svojim odnosom do družin umrlih, svojimi kregi z kapitanom, ki je naredil celotno nesrečo. Vse so naredili narobe, kar so lahko, in to se pozna celotni družbi. Drug primer, ne vem, če se spomnite, iz leta 2013, Angleži, Tesco podjetje, veriga trgovin, ko so odkrili, da v njihovih izdelkih, ki jih prodajajo kot goveje meso, se je znašlo horse meat, konjsko meso, kar pri Angležih pač je bilo absolutno nesprejemljivo. Torej vprašanje kakovosti in zavajanja kupcev. Že po približno letu dni se več ta zadeva pri Tescu skoraj ni omenjala. Kaj so naredili oni? Drugače so se lotili. Kadar narediš napako, jo moraš ponavadi hitro priznati.
in narediti vse, kar lahko, da jo popraviš. In zelo dobra taktika je, če potem najdeš neko prvič, da pokažeš in dokažeš dejansko, kaj delaš na tem, da se izboljšaš, ampak potem, da tudi poiščeš nove vsebine, ki nadomestijo to, kar se je zgodilo. Ker v smislu, pa bom do tega še mogoče prišla. Obstaja 5 nivojev, kako lahko podjetja popravljajo svoj ugled. In ta prvi začetek je v tem, da sploh, ko smo rekli, kako boš sploh upravljal krizo. Krize se nam bo zgodile tako ali drugače. Težava s krizami je, da pač tudi, če imaš scenarije, jih praviloma ne boš napovedal tistega, ki se ti bo zgodil. Ampak ko se pa zgodi, je potrebno sestaviti dober krizni tim, v katerem je vodstvo in ključni strokovnjaki, pogosto rabimo tudi zunanje, s katerimi se sploh sprimemo, da razumemo, kako kriza vpliva, na koga vse kriza vpliva in kako jo bomo popravili, da bo škoda čim manjša. Pometanje pod preprogo se običajno izkaže za zelo nevarno, tako kot gnojni tur, ga pustiš, bo sam še večji in bolj boleč, kot če skušaš zadevo popraviti. Druga točka je, da potem, ko je pa kriza minila, ko si pač naredil, kar si naredil, je običajno odnos vseh tistih, ki so prej bili v stiku s tabo, ali so to dobavitelji, kupci, lokalna skupnost, karkoli, ima odnos bistveno drugačen, kot je bil prej, običajno slabši. Torej se je treba zastaviti tudi strategijo popravljanja in obnavljanja teh odnosov, teh stikov. Kako, se pravi, čim prej prideti spet na neko utečeno, normalno, ne samo komunikacijo, ampak poslovno sodelovanje. Ob tem ne gre samo za vprašanje komunikacije, ker, kako že Angleži rečejo, talk is cheap, zelo besede so poceni in tudi tako kot papir vse prenese. Dejanja so tiste, na katerih te potem ljudje v resnici ocenjujejo. In eno je, da poveš, kaj boš naredil, to moraš potem tudi dejansko izpeljati in ob tem znati dobro to vendarle tudi komunicirati. Tretja, ki je zelo zanimiva in pomembna, je, da se ob tem ne sme pozabiti tudi na notranjo javnost, na zaposlene. Tudi zaposleni so prizadeti s tem, kar se je v podjetju zgodilo. So prizadeti, tako kot sem vas prej vprašala, ali vas na pikniku nedeljskem pogledajo, wow, super, ti pa res si gradbenik, kako dobro, asfalt delaš, pa tako, ali reče, kako je pa zidar, kako je pa si... So teme popolnoma druge in kadar je še konkretno podjetje, v katerem ste upleteno v neko neugodno zgodbo, se del tega vleče z vami, ali ste imeli kaj pri temu ali ne. Je tako kot en tak rep. In takrat tudi dostikrat dobri ljudje odidejo iz podjetja. In je spet podjetje v točki, ko se še težje pravzaprav pobere, če ne bo obdržalo ključne ljudi in tudi njim dalo pogum in motivacijo, da v bistvu ostanejo in pomagajo popraviti, kar se je slabega zgodilo. Peta zadeva, ki je v preteklosti ni bila toliko prisotna, je pa vezana na komunikacijo, ampak na komunikacijo potem. Glede na to, da zdaj na spletu vse ostaja, je izjemno pomembno, da se najdejo vsebine, relevantne, zanimive vsebine, s katerimi začnemo nadomeščati prejšnjo zgodbo, v kateri smo se pojavljali. Recimo, in to je Tesco odlično naredil, da so najdli novo stvar, v kateri so se lahko prikazali kot we are trying to do better, we are doing better, in so našli drugo, preselili so se z enega področja na drugo in tam tisto iskreno in dobro oddelali. In ko zdaj googlaš njih, ne boš ta prvi najdel povezave med Teskom in škandalom z konjskim mesom, ampak bo prišlo na vrh nekaj drugega.
Če tega aktivno ne upravljaš, bojo vedno ostale tiste stvari, ki so najbolj razburjale ljudi in to so ponavadi škandali. Se pravi, treba izjemno gledati, kaj vse, s čim bomo dali novo vsebino, da tista ne bo šla nikoli v pozabo, ampak da bo se relativizirala in da pridejo nove vsebine, s katerimi se lahko pokažemo tudi kaj drugega znamo in zmoremo. Zakaj se to pravzaprav razlagam, ker to je stvar enega podjetja. Ob tem, ko sem gledala in ko spremljam take primere, sem se vprašala, kaj od tega pa lahko apliciramo, če govorimo o eni celi panogi. Kako se lahko panoga recimo postavi in ponovno zgradi v en paradni konj, kar je gradbeništvo bilo. Ena moja približna razmišljanja, ki bi jih z vami delila, so, da zagotovo je ta prva stvar vodenje. Pa ne samo vodenje povsem na vrhu, ampak od vseh ključnih ljudi, tudi tistih, ki mogoče jih ne jemljemo, kot da so direktor tega oddelka, ampak tisti, na katere se v podjetju ljudje zanesajo. Kaj lahko ta skupina ljudi v bistvu prinese novo vrednost? Kako lahko začne razmišljati tako, kot smo prej poslušali za Nizozemsko? Kaj pa, če mi obrnemo zgodbo in skušamo biti najbolj inovativno podjetje v Sloveniji na našem področju, najbolj inovativno v regiji, najbolj inovativno kje drugje? Kako z vodenjem stvari v bistvu obrniti in postaviti nek cilj, kateremu želimo v bistvu težiti in mu slediti in biti del tega. Vodenje pomeni tudi seveda biti spoštljiv do ljudi. In dostikrat je bilo ravno v gradbeništvu prigod, ko je bilo najverjetneje tudi vam kdaj nerodno, ko je kaj vam prišlo. Od tretmaja do zaposlenih gradbenih delavcev in tudi še zdaj se tega nismo utresli, pa nimate vi najverjetneje čisto nič s tem. V Bosni pravijo, da nimamo več dobrega ugleda med zaposlenimi. Izkušnje z podjetji, ki so se klele ustanavljala samo z namenom presedlanja ljudi na zahod, neplačanimi obveznostmi, so vse taka, ki pravzaprav terjajo svoj davek in ga terjajo še danes, se pravi, niso vezane samo na preteklost. Tole en odnos, spoštljiv odnos do ljudi je izjemno pomemben, vlaganje v znanje, v motivacijo in pa v izkazovanje cenjenja tistih, ki s tabo soustvarjajo. Na drugem koncu so ključni najverjetneje naročniki. Tukaj slišim, da imamo dostikrat preplašene naročnike. Naši naročniki so tako kot te iz nizozemski projektni pisarni. Super inovativnost, ampak naj bo, poskusite to kje drugje. Mi bi pa takole tako škatlico ali pa mi bi sam tole cestico zravnali. In da mogoče moramo skupaj tudi kaj delati na tem, da bojo tudi naročniki želeli nek presežek. Ker vse, kar če govorimo pri cestah šteje, da je čim hitreje postavljena, pa da čim dlje traja. A drži, taka preprosto v bistvu potegnem pod črto. Pri arhitekturi je pa stvar mnogo bolj zapletena. Arhitektura ostane vidna, arhitektura je del kulture bivanja, je del in turistične ponudbe in strahote mesta lahko. In v tem je ena izjemna dimenzija, ki jo gradbeništvo ima, ker ostaja trajno v nekem prostoru z svojimi posegi. Pri naročnikih je zato kakovost tudi tista, ki izjemno šteje. Tle sami največ veste, kaj lahko naredite znotraj tudi cen, ki jih lahko dosegate. In ob tem je največ, ko včasih v bistvu tudi slišimo, da pogosta popravila naših cest so tudi posledica tega, da bi bilo treba ponujati čim nižje cene in to je koreliralo tudi z materialom, ki se je ugrajeval. Torej tudi tukaj je treba najverjetneje dvigniti neka merila. Panoga sama lahko najbrž precej naredi ali pa skuša narediti na področju dvigovanja produktivnosti. Z izrazom BIM sem se sama srečala šele pred kratkim, vi najbrž ne, ampak če je to smer, za katero ocenjujete, da je tista, v katero bo treba iti, najbrž lahko kot
panoga, kot združenje, bistveno več naredite, da se hitreje prime kot nek standard, kot pa če ga vsak raziskuje ločeno zase. Kadri. Pogovarjali smo se tudi na Gospodarski zbornici Slovenije, kako pravzaprav predlagati oblikovanje šole za izvajanje investicijskih projektov. In za drugo obnavljanje znanja, ki ga je Slovenija imela, ampak se je ob propadu podjetij v bistvu razgubilo, ker so se timi razpadli, ker so nekateri strokovnjaki odšli, ker nekdo mogoče, ki je bil odličen asfalter, danes, ne vem, hišnik nekje, ne? Torej ni več niti del te branže. Torej je treba nekako pogledati, kako lahko to, kar znanje imamo, pospešeno zavrtimo nazaj, da bo panoga lahko spet si opomogla. In na koncu, mogoče, da še zaključim še z vidikom do naročnikov. Transparentnost je bila v preteklosti vprašljiva v gradbeništvu. Podpisani projekti so običajno imeli kar še nekaj aneksov zraven, kar seveda ni bilo fajn, ne za naročnike, zlasti pa ne v javnosti, ki je ravno tako iz tega si ustvarjala neko svoje mnenje. En transparenten odnos, pri katerem se veliko bolj jasno lahko govori, kakšna cena je nujna za doseganje določene in pričakovane kakovosti. Kaj v zameno naročnik za to dobi, bo najbrž tudi pot, skozi katero se lahko obnavlja in vzpostavlja zaupanje med naročnikom, med gradbenim sektorjem in potem posledično spet tudi do javnosti nazaj, in da vam bo čez nekaj let, ko boste na nedeljskem pikniku rekli, jaz sem pa gradbinec in tista cesta, po kateri si pripeljal, je moja, ne, da bodo rekli, wow, je pa res fajn, nič ne trese. Ne. Hvala vam lepa in upam, da bomo še kakšno besedo lahko rekli.